Čau, moje ime je Ciril Komotar in v naslednjih parih minutah ti povem, kaj moraš nujno vedeti, preden v avto povabiš psa. Bomo mi to posnela? A bo, a? On je tudi že veteran, veš, sploh veteran vožnje. Že 13 let se z mano non-stop naokrog vozi. A ne, stari? Veš, tako kot pri večini stvarih, so najbolj pomembni prvi koraki. Ne sprejemajo vsi psi vožnje enako. Gizmo recimo se z avtomobili, tako se mi zdi, odlično razume. Nekateri psi pa sploh v začetku svojih življenjskih poti niti ne vedo, kaj avto sploh je in kaj to za njih pomeni. Prvo pravilo, naj se pes najprej s tem zanj povsem novim prostorom spozna. In naj ta zanj povsem nov prostor usvoji postopno. Veš, če je že prva vožnja predolga in če je to zanj zelo stresen dogodek, si bo to najbrž zapomnil zavedno, ker ne pozab, nove vonjave, pa tresljaji, pa za njih neko nenavadno šumenje, pravzaprav vetrni piš, ki se vije čez karoserijo. Na vse to jih moramo postopno pripraviti. In zdaj, če vas zanima, kako pa to narediti? Recimo, da ste si umislili box, tisto kletko za v avto, ki je mimogrede eden najvarnejših načinov prevozov psa. Dajte psu omogočiti dostop do boksa, do avtomobila, vanj morda postavite celo kakšen priboljšek, tu večkrat ponovite in ste lahko prepričani, da si bo pes vzel čas, pa da bo šel povohati in da se bo sčasoma noter dobro počutil. In tako bo vožnjo povezoval tudi z nečem, kar je prijetno. A ti je v redu? Ti si že profesionalc, vem. Pa še nekaj, ne glede na to, zakaj se odločite, kje se bo pes z vami vozil, v boksu, v prtljažniku ali pa tukaj v drugi vrsti, dajte poskrbeti, da se bo v tem okolju počutil domače. Jaz razumem to težnjo, da se ves čas kupuje neke nove stvari, ampak če se pes navaja na prostor, prineste zraven neko dekco ali pa tudi, če bo posteljica tisto, na katero je navajen, da se ob njej dobro počuti, pa tudi če ima kakšno luknjo. Vse psa to ne moti. To ponovadi moti ljudi, ampak s tako dekco, ki jo pozna njen vonj in občutek, s tako se bo najboljš počutil. No, kje se boš dol dal? Ajale, ni šel niti preveriti tjale, kjer ni dekce. On tole dekco dobro pozna in tukaj se dobro počuti, a ne da stari. Pa še nekaj ne pozabiti. Agresivne osvežilce zraka, pa tiste stvari, ki ponovadi visijo tukaj dol špegla. Dajte razmisliti, če to zares potrebujete v kabini. Ne pozabite, pes vonja do 150 krat boljš od človeka. In če ti avtomobilsko kabino prepojiš s takimi zelo intenzivnimi vonji, je to, kot če bi en parfum psu molil direkt pod smrček celo pot. Predstavljaj si ti, da se peleš 100-200 km in kdo ti pa skozi tole dela. No to, neprijetno. Za človeka, za psa pa sploh ne. Glede položaja psa v avtomobilu med vožnjo, pa poskusite se jim prilagoditi. Veste, psi so kot ljudje. Nekateri radi ležijo in jih ne briga, kaj se dogaja naokrog. Spet drugi so pa radi po koncu. Pa gledajo, kaj je na drugi strani avtomobilske šipe. No in če ni nekega univerzalnega pravila za položaj psa v avtomobilu, velja pa nekaj. Psa morate obvezno zaščititi. Če je v boksu, mora biti ta zaprt. Če pa pes ni v boksu, mora biti pa obvezno privezan. Na kakšen način? Čak sem malo. Evo, sem že nazaj. Poglej, tole je oprsnica. Seveda pridejo v različnih velikostih, enostavna je za namestiti in ko jo namestite, se mora tesno prilegati, ne pa pretesno, tako da je psu še vedno udobno, predvsem pa najbolj pomembna reč. Zahakljati psa. To je najbolj pomemben. In dokler ne zaslišiš tega zvoka, se s psom nimaš z avtomobilom kam premakniti. Ne pozab, ta klik rešuje življenja. Človeška, pa pasja tudi. Pa še ena reč, da vas ne vidim v avtomobilu psa držati v naročju. Vem, da vam to paše, najbrž paše tudi psu, ampak če pride do trka, se psi v hipu spremenijo v kosmate izstrelke, ki ne tehtajo več samo 10 kg, ampak lahko bistveno več. Pol tone, 700-800 kg, odvisno od G-sil, ki v tistem trenutku vplivajo na vse v avtomobilu. No, zdaj mi pa pokažite človeka, ki je sposoben 700-800 kg zadržati v rokah, ki se zgodi nekaj resnega. Ne obstaja. In če pes, ravno tako kot človek, poleti po kabini, ko prije do trka, je lahko to smrtno nevarno za vse. Toliko na grobo in na hitro. Če te pa zanima še več o varnem prevozu psov, te pa vabim v zavetišče v Gmajnice, kjer boš v zadku enega starejših Oplov izvedel še vse ostale reči, ki jih moraš nujno vedeti, če želiš, da se bo tvoj pes v avtu počutil dobro. Pa predvsem, da bomo vsi varni. Ej, pa še nekaj. Pazite na temperaturo v kabini. Bog ne daj pse noter puščati. Tudi spomlad in jesen, če je lep dan, se lahko kabina izredno hitro ogreje na takšne temperature, ki so lahko usodne za naše ljubljenčke. To je to. Pazite na se, pa na pse tudi. Pa vse ostalo, kar sabo vozite. Pa ostanite varni, če ne vse skupaj nič. Adijo.